Kdo ne bi maral sonca in plaže? Plaža je zelo priljubljen izletniški cilj, vendar ali se zavedate, da je lahko tudi zelo nevarna? To je kraj, kjer ste bolj izpostavljeni soncu in UV sevanju. Senčniki in oblačila so prva prepreka proti ultravijoličnim žarkom. Pomembna je uporaba sredstva za zaščito kože z najvišjim možnim zaščitnim faktorjem, ne glede na barvo vaše kože. Zapomnite si, da ima tudi koža svoj spomin. Prekomerno izpostavljanje soncu ima lahko negativne posledice za vaše zdravje. Sončni žarki so glavni vir ultravijoličnih žarkov in so lahko v prekomernih količinah škodljivi za vašo kožo, čeprav poškodbe nastanejo že v vašem otroštvu. Zapomnite si, vaša koža ima spomin. Kaj natančno je ultravijolično žarčenje? Ta tip žarčenja prodre globoko v kožo in povzroča spremembe v vaši DNK, ki sčasoma poveča možnost za nastanek obolenja kožnega raka ali melanoma. Melanom je redka, ampak zelo agresivna oblika kožnega raka. Ocenjuje se, da v Sloveniji vsako leto zaradi kožnega raka umre približno 80 oseb. Obstaja mnogo dejavnikov, ki povečajo tveganje za nastanek kožnega raka, kot na primer veliko število kožnih znamenj ali nabiranje melanocitov. Upoštevati pa je treba tudi druge dejavnike. Osebna ali družinska obremenjenost z melanomom, drugi kožni raki, oslabljen imunski sistem, starost. Dejansko pa je melanom eden najpogostejših rakov pri osebah mlajših od 30 let. Kako natančno kožni rak nastane in posebej, kako nastane melanom? Povrhnjica je zunanja plast. Pod njo se nahaja plast imenovana usnjica, pod slednjo pa podkožno tkivo. Med zgornjima plastema kože se nahajajo celice imenovane melanociti, katerih vloga je tvorba pigmenta imenovanega melanin in so sposobne vsrkati sončne žarke, da bi zaščitili naše telo pred škodljivimi učinki in dajo barvo naši koži. Ko se melanociti zberejo skupaj, se združijo in oblikujejo kožna ali materina znamenja. Manjše, temne pike, ki ostanejo na koži in navadno ne povzročajo težav. Melanom se razvije iz melanocitov, ki zaradi mutacij začnejo nenadzorovano rasti, se širijo in neprestano delijo. Čez čas lahko to širjenje vodi v nastanek zasevkov, kjer nekateri od teh nenadzorovanih melanocitov ne ostanejo na mestu nastanka melanoma, temveč potujejo v druge dele telesa. To je najnevarnejši stadij bolezni. S tem lahko melanociti napadejo tudi druge plasti kože in dosežejo krvne žile, kjer lahko vstopijo v krvni obtok in tako napadejo oddaljena tkiva po telesu ter s tem resno ogrozijo življenje oseb z melanomom. K sreči je možno z ustrezno preventivo in pogostim samopregledovanjem zmanjšati tveganje za pojav bolezni in morebitne zaplete. Pomembno je, da si redno pregledujete kožna znamenja po načelu ABCDE. Asimetrija, nepravilni robovi, barva, premer in spremembe velikosti, oblike in barve. Če eno kožno znamenje kaže spremembo prej omenjenih pokazateljev ali opazite dodatne spremembe od zadnjega pregleda, se čimprej posvetujte svojim zdravnikom ali dermatologom. Za konec naj vas spomnimo na nekaj enostavnih priporočil, da boste lahko uživali na soncu in zmanjšali tveganje. Uporabite zadostno količino sredstva za zaščito kože s čim višjim zaščitnim faktorjem, ki ga ne pozabite nanašati v rednih presledkih in po kopanju. Priporočamo tudi nošenje sončnih očal z UV zaščito, da bi se tako izognili nastanku melanoma na očeh. Izogibajte se soncu ob opoldanskih urah. Senca je vaša prijateljica. Pijte zadostne količine tekočin in pazite na svojo prehrano. Upamo, da ste izvedeli nekaj več o kožnem raku in melanomu. Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste se nam pridružili na tem popotovanju.